Sveta. Sara, kaj sveta? Sara, kaj sveta? Čakala boš. Še malo slovo prvi. Lepo pozdravljeni, vsem družina Ago Besedenjana, ne vem, še kakšen obstojnic, kot nekaj vidim. No, vidite tu naslovnico knjige, pripoveduje o montiranem udbovsko-vojaškem procesu leta 1984 v Ljubljani. Gre za osupljivo grozljivko, ki pa ni literarna fikcija, ampak resnična zgodba temelječa na dokumentih. Tisti dlani so Agopovi odzeti na to. Je kakšna luč, ali? Sama manjša. Čakaj, podobno to vidi. Naslov knjige 1984 gre za slučajno koincidenco. Veste, George Orwell napisal znamenito knjigo, roman z naslovom 1984, izšel leta 1949 in opisuje totalitarni režim in dogajanja postavi pravo leto 1984, ki je tako v komunistični Sloveniji, vsaj kar se tiče te sodne montaže, bilo tako tudi v realnosti. Gre torej za naključno ujemanje simbolno-literarnega leta torture in časovno resnično takega dogajanja, nažalost, prav v naši domovini. Zdaj, zanimivo je, da je Božo Lete, zgodovinar v mladini junija 2012 zapisal, kdaj je bila Slovenija bliže Orwellovemu letu, leta 1984 ali danes. Leta 1984 smo imeli enostranski sistem, a močno civilno družbo, odpirali so se perspektive, zgodovinskih tabu tem ni bilo več. Obstajajo tako imenovani verbalni delikti, zaradi njega v Sloveniji niče ni bil obsojen. Sem in tja je bila kakšna revija, zaradi provokativnih člankov zaplenjena, deloval je tako imenovani sistem družbene kritike, s katerim je oblast spravila na kritične piste. Vse skupaj ni bilo pravno demokratično, seveda, a tudi daleč od Orwella. Tako reče, ampak bomo videli, da vse, kar se tiče tega procesa, pa se je Repe zelo hudo zmotil. Glavno dogajanje knjige se dogaja v vojaškem zaporu
na Metelkovi, tukaj ne, zdaj. Od februarja do oktobra 1984 v centru Ljubljane, ker so mesece dolgo brezdušno, psihično, fizično maltretirali 8 nedolžnih žrtev režima. To so bili Aleksandr Aleksandrov, Bolgar, glasbenik, obsojen na 12 let. Agop Stepanjan, Armenec, glasbenik in varnostnik, obsojen na 9 let. Milan Pfeiffer, Slovenec, glasbenik in varnostnik, obsojen na 8 let. Milko Sočov, Bolgar, glasbenik in ekonomist, obsojen na 3 leta in pol. Gašpašič Blaž, Vencel, Slovenec, skladiščnik, obsojen na 3 leta in pol. Georgi Angelov, Bolgar, glasbenik, obsojen na 3 leta in pol. Lazar Semerčijev, Bolgar, glasbenik, obsojen na 3 leta. Rade Lazarevič, Srb, oficir, obsojen na 3 leta in pol. 9. Stevan Dostan, Srb, glasbenik, ki je bil aretiran šele oktobra. V teku trajanja montiranega sojenja, oktobra 84, obsojen na 5 let, njegove slike žal nimam. Jaz knjigo začenjam z življenjepisom Agopa Stepanjana, zelo podroben življenjepis, seveda sem ga predvsem sestavil s pomočjo družine. Tu so njegove slike, to je še v Bolgariji, bil je bobnar, glasbeno izobrazbo, predvsem je bil bobnar, tudi pel je, igral kitaro. In zakaj je v naslovnici Orwellovo leto Agopa Stepanjana? Zato, ker je veliko ohranjenega gradiva v njemu, tudi družinske dokumentacije, njegova družina je najbolj prizadeta, soprogo so 2-krat priprli, starejši sin Nego še danes čuti posledice zaradi takratnih dogodkov. No, vidite, to je Agop, na desni je bodoča soproga Cveta, na levi je sorodnica od Agopa, to je v Sofiji. To je slika pred hotelom Golf na Bledu, ker so igrali, recimo na desni je Agop, sledi je Aleksandr Aleksandrov, levo je pa Gančev. Ta je srečo, da so ga znali ta 83 in drugače bi tudi on sedel v jugoslovanskih zaporih. Zdaj pa zakaj je prišlo do tega procesa pravzaprav? Leta 84. Moramo je 5 let nazaj v Beograd, 8. august 1979, se je sestanili odbaši vse Jugoslavije in se dogovorijo, kako odgovoriti na montirani proces proti jugoslovanskemu državljanu Mihajlu Koševskemu, ki je bil v komunistični Bolgariji obsojen zaradi vohunstva na 10 let zapora. Vedeti moramo, da so takratni odnosi med komunistično Jugoslavijo in komunistično Bolgarijo, čeprav ne bili internacionalisti, komunisti, zelo napeti vse skozi, ker so Bolgariji vse skozi si lastili Socialistično republiko Makedonijo. Ključno z tega sestanka je naslednje. Namreč kot odgovor na ta montirani proces v Bolgariji leta 1970. Ocenjeno je, da gre predvsem za odraz odnosov Bolgarije do Jugoslavije, da gre za politični proces. Ocenjeno je, da je z naše strani potrebno reagirati s primernim protiukrepom. Tako ocena je bila sprejeta v vodstvu federacije, zadeva je bil seznanjen tudi maršal, ker je bil samo eden maršal v Jugoslaviji, to pomeni, da je seznanjen tudi Josip Broz Tito. V Beogradu so se dogovorili tudi metodo iskanja. Če ni dobrih dokazov, je potrebno potencialne žrtve spraviti v zapor in na to v zaporu priti do podatkov o njihovih obveščevalnih dejavnosti. Akcijo so imenovali Tenis, konec leta 1983 se preimenujejo v Tenis 2, ni šlo za športno partijo, ampak za neenakopraven boj med vsemogočnim režimom in nemočnimi posamezniki. V Jugoslaviji je na to kar nekaj ljudi aretiranih in obsojenih. No, v Sloveniji do leta 1984 niso našli nikogar primernega, čeprav so na primer Agopa vse skozi tajno spremljali. Pač poči pa leta 1984, ko se začnejo na začetku tega leta aretacije, ki vodijo montirani proces in obsodbo 9 za vohunstvo, za nekatere med njimi pa tudi za propagandno in teroristično dejavnost. Kaj se je zgodilo? Bolgar Aleksandr Aleksandrov, ki je bil junija 1983 izgnan iz Ljubljane, se konec tega leta nezakonito vrnil v Sin oziroma v Split. To Udbi sporoči Feri Smola, konfident Udbe in vodja glasbene agencije Lira. To je bila res smola, za Aleksandrov, da ga je uvadil Feri Smola. Aleksandra zato leta 1984 aretirajo in zaslišajo v Splitu, nato Udbovci v Ljubljani in nato od februarja 1984 vojaški organi na zelo glasni Metelkovi. Aleksandr prizna obveščevalno dejavnost in pokaže na Agopa in Pfeiffera kot svoja obveščevalna sodelavca.
Odpreta se tajni udbovski obdelavi Dandin in Čuvaj. Dandin je obdelava Aleksandrova, Čuvaj totalni nadzor nad Agopom. Kakorkoli že, 12. aprila 1984 aretirajo Stepanjana in ga predajo vojski in na to sledijo ostale aretacije, ker osumljenci pod psihofizičnimi pritiski in sugestijami preiskovalcev podajajo izmišljene vsebine in obtožujejo eden drugega. Priprta usmerica več ali manj priznava vohunsko dejavnost, nekateri celo propagandno in teroristično dejavnost. Tudi spreminjajo izjave, zanikajo prejšnje izjave, pa zopet priznavajo in se hudo obremenjujejo, celo bolj kot jim to sugerirajo zasliševalci in se moramo zato vprašati, zakaj so to počenjali. Vzrok je v orwellovskih zasliševalnih metodah. Dolgotrajna dnevna in nočna zasliševanja, tudi do tega je to nepredkrbeno, več ni zaporedano. Zasliševali so v etapah in ko je odšel en zasliševalec, je prišel drugi. Pfeiffer, po noči so ga neprekinjeno zasliševali, vanj usmerili močno luč, Lazarevič. Zasliševali so me cele dneve, Kosovci so se drli name, pili in spraševali. Gašperšič, niso mi pustili po noči spati. Dan in noč je gorela luč. Preiskovanci so bili pod vplivom tablet, tako trdi Ago. Aleksandr je dobil injekcije skopolamine, preodmerjene lahko povzroči deliri, halucinacije, paralizo, otopelost in smrt. Pfeiffer, na silo se mi usta vlivali tablete, Gašperšič, domnevam, da so mi dajali tudi droge, saj sem nekajkrat sanjal zmaja s 3 glavami. Razne grožnje. Aleksandrov, obtožnica je izdelana na mojem pričevanju, temelječem na sugestijah, grožnjah in nezaslišanem torturi, strani zasliševalcev. Grozili so, da mi bodo posilili ženo in mamo in jo na to ubili. Grozili 20 let zapora, smrtno kaznjo. Sveti Stepanjan so v priporu grozili, da ji bodo vzeli otroke, se drli na njo in odmerili se svinja vohunska, prasice umazane in podobno. Pfeifferji so udbovci dejali, da mu bodo aretirali sorodstvo. Gašperšič ob Pfeifferu. Bil je čisto zmešan in kasneje na prestajanju kazni mi je pravil, da so ga v preiskavi dali v kombi, mu dejali pištolo v usta, ga spraševali, če ne pozna. Sočev. Pravi, da je bil pod hudim fizičnim pritiskom, ter da je bil prisiljen priznati tisto, kar mu je bilo sugerirano. Anastasija Ugrin, bivša žena Milka Sočeva, izročila sem slike svojih otrok zasliševalcev, kasneje pa izvedela, da so jih uporabljali za trpinčenje obsojenca, ne pa zato, da bi lažje prenašal pripor. Sočev. Izsiljevali so ga na takšen način, da so mu govorili, da je njegova druga žena z otrokom, ki je bil še dojenček v priporu in ne bo izpuščena, dokler ne prizna. Iz sosednega prostora je slišal otroški jok. Pfeifferjeva mama pravi, z njim so tako grdo ravnali, da so ga psihično popolnoma uničili, da ni več sposoben upravljati niti 4-urnega dela. Iz zapora je prišel kot trajni invalid. Gašperšič, v stenah so bili zvočniki in so mi predvajali jok žene in otrok, v celici sem 40 ur poslušal jok otroka. Govorili so mi, da tudi druga dva otroka z bivšo ženo lahko doživita prometno nesrečo. Soproga Blaža Gašperšiča. Sodnik Ferlinc me je nagovarjal, naj se ločim in kaj bom za možem. Fizična prisila, pretepanja, zverinska mučenja. Aleksandrov, 30. maja 1984 so me zverinsko pretepli. Zaradi fizične torture sta bila Aleksandrov in Sočev v bolnici. Nekateri so bili mučeni z električnimi pendriki. Sveta, Agop je imel glavo, so zabuhlo, krvavo, Agop. Največ se mi tepe s pendriki po rebi, pa tudi po glavi, noga, kamor je pač naneslo. Dva vojaka sta mi na obrazu ugasnila cigareto. Pfeifferja se tako pretepli, da je bila popolnoma krvava kopalnica, stene poškopljene s krvjo. Vse mostičke so mu stolkli. Vojaška policija ga je pretepala s pendrikom zadaj po rebi. Eni so najbolj uživali, ko so ga zbili na tla in hodili po njem. Na prstih je moral stati v nedogled. Odejo, na kateri sta sosedla dva, je moral vleči po dolgem hodniku zapora gor in dol. Po 20-30krat. Pfeifferjeva mama. Izbili smo mu prednje gornje zobe, imel je pokvarjene ledvice. Sočev, rana na glavi zaradi obrcanja in brca v oko, zaradi česar je v bolnici imel okvarjeno česo. Tepli so me po rokah, vedeli so, da je gran klavir. Še danes se vidi, da sta mezinca različna in sicer je eden veliko bolj zatekal, oziroma da je bil kot drugi. Desnega mezinca ne more stegniti. V celici se moral dan in noč sprehajati v krogu. Na koncu je hodil z odprtimi očmi in spal. Gašperšič. Če sem rekel, da ne vem, sem moral stopiti na prste in roke dvigniti nad glavo. Po kakšnih 15 minutah se v takšnem položaju začneš tresti in te bolijo roke in takrat se me federale z gumijokami udarila. Tako sem si pač umislil stvari, ki niso bile resnične. Privezali so me z rokami navzgor na posteljo in tudi noge privezali in potem z električnimi palicami dali elektrošoke. Dali sem mu samicev, ker sem imel na tleh le 3 ukrvljene mudrase. Pfeifferju so celo padle hlače na obravnavi dol in vsi so se smejali. Padli smo zato dol,
ker je toliko skušal nazarec v času pripora, so imeli posebno torturo. Nisem smel sedeti, kaj naprej so zahtevali, ne hodimo, oziroma dostojimo in gledamo ure in uro zid. Ko si se po noči vlegel, da bi spal, so zahtevali, da ostaneš in hodiš, oziroma gledaš v zid. To so vse izjave, mnogo teh tudi na sodišču, kot je ponovljeno sojenje. Kot vidi sveta, tukaj še vedno je, ki tukaj prisotna in te, ko sem govoril te izjave, dala za to knjigo. To so že prej drugi članki. Recimo, udbovec Matjaž Hrabar je Milan Pfeifferju, to je pa udbovski dokument, v katerem to piše, celo zagrozil, da ga bo lastnoročno umoril. To je dokument poskus samomora Gašperšiča. Ta dokument sem objavil na izresnem dovoljenju Gašperšiča, ki je žal pred prvo predstavitvijo mesec dni prej umrl. Zbiva zgodba, da samomor. No, Cveta Stepanjan, recimo, njene izjava. Za metodo zasliševanja so me pripravili tako daleč, da sem včasih pomislila, da bi bilo najbolje, če bi moža ubili. Tako daleč bi te lahko spravili, dovolj zgovorno govori tudi to, da me enkrat imela, bi vse 3 otroke vzela s seboj in bi skočili čez viadukt nad Peračico. Cveta Stepanjan je med prestajanjem kazni Agopa avgusta 1988 pisala kratko pisnice Miljano Kučano, to je ta pisnice iz arhiva, oziroma iz njenega arhiva, kjer je zapisano, da je bilo sojenje montirano v posilniških metodah in nekateri izmed njih so popolnoma uničeni. Odgovor ni bilo, jaz sem najdel v dosjeju Kučana, tega pisma nisem najdel sem pa zapis, da je pismo prišlo v Kučanov kabinet. Zdaj si pa to predstavljate, kaj vse so izpovedali te ljudje pod temi pritiski. Predvsem Aleksandrov, Agov Stepanjan, Milan Pfeiffer in Stevan Dostan, ki so bili obsojeni, obtoženi tudi propagandne in teroristične dejavnosti. Kaj vse so oni počenili terorističnega? Nič od tega se ni zgodilo, tako da že naprej povem. Miniranje mostu in železniške proge v Globokem ni uspelo. Diverzantska turneja, kot imenovana Jadranska ekspedicija, miniranje splitske jugoplastike in stadionov po Ljudu ni uspelo. Sežig nekega kampa izven Splita ter požig gozda nad Splitom. Miniranje ribiške flote v Šibeniku ni uspelo, tam zažgejo kamp in gozd. Pa tega nič nikoli ne seveda. Vodice zažgejo kamp, v Srikanici po polju kampa še gozd. To so vse priznavali, to je dokumentirano v zaslišanjih. Miniranje vojašnice izven reke v smeri proti Srikanici ni uspelo. Pri Puli so zažgali vrudelo in gozd. V Pazini so se spravili na Purane in tako je izgorelo 150 glav perutnine. V Novi Gradu so planirali miniranje hotela, ni uspelo. V Umogu je bilo delno realizirano miniranje cementarne, nikoli ni bilo tega. Zažgali so kamp Saudri in Kanegri. V Kopru so neuspešno planirali minirati Luko Koper. V Luciji so potaknili ogenj v kemp in zato je izgorelo nekaj prikolic. Dalje, napadli so železarne Senice. Uporabljali razstrelivo znanke kamniktit, nikoli ni bilo nobene eksplozije. Kamniktita v železarne Senice. Zažgel gozd pri Črnem Kalu. Skušajo izvesti tovarne delamare z vizirni v Rovinju. Miniranje železniške proge pri Bohinjski Beli, kasarne v Bohinjski Beli, tovarne Jelovice v Škofji Loki in kasarne v Dovlici. Vse neuspešno. Uspe minirati verigo lesa. Nikoli ni bilo te eksplozije. Dalje. Poskušajo zažgati Šmarno goro, na večjem prostoru zgoreli samo liste, pa se ni užgal. Akcija Južna pošta je sicer na maršruti Pirov, Niš, Skopje, Nikšič, Titograd, Cetine, Priština, Prizren, Đaković in Zenica. Miniranje na tej trasi, miniranje tovarne Treska v Skopju ni uspelo. V Nikšiču je letela železarna v zrak. Nikoli. V Zeniškem rudniku je prišlo do eksplozije, zato je bil hod, uporabljeni so bili molotov in dinamit. Dalje, miniranje novosadske ledenice ali posamezne rečne ladje, po drugi verziji pristanišča, miniranje tudi nek objekt v Vrbasu. V Palanki, Kikindi, Subotici, Somboru, Srbobranu, Senti, Zrenjaninu, observirane industrijske objekte in velike silose, take, ki bi bili primerni za teroristične napade. Poskus diverzije v eni od novosadskih tovarn ni uspel. Naredil diverzijo v podjetju Rade Končar v Zagrebu, nikoli ni bilo tega. Neuspešno napade koprski Tomos. Bombna diverzija upravljena na Kranjski Savi.
Razstrelilna akcija v Bernardinu v Portorožu ni uspela. Stepanjan, Aleksandr in Pfeiffer so hoteli marca 83 hoteli razstreliti izhodišče živil v NATO. Bomba ni eksplodirala. Lepotna napaka takrat je bil v Združenih državah Amerike. Da si vi predstavljate, da so priznali vse te akcije, ki sem tle navedel. In da jih poprej Udba in režim ni opazil, šele potem, ko so začeli zastraševati, so oni se spomnili, na kaj so počenjali. No, pa še pred Titovo smrtjo so načrtovali bombni atentat na Titovo rezidenco na Brdu, pa leta 14 na zimske olimpijske igre v Sarajevu. Zdaj se da v vseh teh masovnih diverzantskih akcijah, kako pa zdaj, odkje so dobili eksploziv, da so spet priznali 11 primov predaje eksplozija orožja in municije. V Nišu so 3krat sprejeli orožje, Vrhniki pri Ljubljani, to je udbovski dokument, jaz sam povzemam tle na levi strani. Vrhniki pri Ljubljani na stari cesti 5krat, v Ljubljani 2krat, 1krat v Zgornjih Duplah, ker je Agro živel pa sveta. Vsega skupaj ne bi prišlo 30 pištol Walter, približno 200 kg eksplozija, večja količina žigalnikov, urnih mehanizmov in nabojev. Zdaj pa seveda Udba v težavah. Kje je zdaj ta neskončna, mislim, velika količina orožja, razstreliva, žigalnika in vsega tega? Zato Udbovci, Kosovci, zaščitna enota policije išče na terenu skrivilišča eksploziva, kot se je to pripovedovali te obtoženci. In so bili v skladišču živeli v Naklem, sem bili tam 2krat. V eksplozivu naj bi Pfeiffer z Dovliškega mostu vrgli v reko Savo. Iskali so ga s potapljači. Niso našli nič. V Zgornjih Duplah so bili 7krat. Pregledali so leseno drvarnico pri hiši, hišo, posebej šinjeno podstrešje in gost nad hišo. Nekaj noči, ob 2 zjutraj so vojaški specialisti napadli stanovanje v Duplah in van drli z podstrešja, so prišli po nekih lestvah, skozi streho in so na to izkrijoč bombo razbili po stanovanju. Hišo Pfeifferih v Radovlicih 2krat preiščili in tudi njeno okolico, vključno s bunkerjem za Radovliško cerkvijo. Iskali bombe v Pfeifferji rojski hiši v Podnarkovi, tam prekopali njivo za hišo, razkopali drvarnico v hiši. Iskali eksploziv v Kamnolomu ob meji z Avstrijem v njegovi okolici, za hotelom Bernardin v Portorožu. Udbovci preiskali kiosk jeseniške železniške postaje, kajti nekoč je bila to v lasti Cvete in Agoba. Preiskovali so v obiski v Dupel pretepali in Agoba pretepali, nam hudo pili, v tem so pričevanja prič. Klenjenega so ga suvali in porivali proti gozdu. Peljali so ga tudi iskati bombo na Dupelsko smetišče. Shakespeare bi rekel, Udbe trud za vami. Nemo se tu približen, malo primerov. To je Aleksandrov kažen eksploziv v Dupelskem gozdu. To je Udin Gorš, to je nad Zgornjim Duplem. Ta Udin Gorš se vleče od Kranja proti Udniku. To je zdaj Aleksandrov kaže bombo. Eksploziv nekje. Zdaj sliki. Agov na smetišču Dupelskem pripeljejo in kaže, kje ne bi bil eksploziv. Da seveda ni bilo. Potem bunker za Radovliško cerkvijo so ga prekopali, ker je Pfeiffer rekel, da je 1,5 metra zakopal eksploziv v tem bunkerju. Mi gre, ta bunker je bil zaprt, tudi on se zdaj neka kapelca noter. Odrasel človek se ne more čez njega, čez tisto okenček previdi. To je tam bunker za Radovliško cerkvijo. Ko so Cveta nekoč drugič priprli, so jo grozili, da bo zaprta in naj se spomni, kaj je mož podolgovatega enkrat prinesel domov. Mislili samo na otroke, kaj z njimi, spomnili se je, da je nekoč Agov prinesel iz tržiške metalke, kjer je bil zaposlen, dolge šraufe, ki so bili po sredini lukničavi, ker sta sinom delala nek avtomobilček. Dejali se, to je to. Namreč iz teh dijakov za prenapenjene betona, še danes je delali tam z isto tehnologijo, zato sem jih tam ljubil, naj bi Agov delal bombe, sud bi eksploziv vanje in to bi bilo to, neverjetno ali resnično.
Sedaj pa letaki. Preiskovanci so izjavljali, da so tiskali protirežimske letake v Sloveniji, Vojvodini in Bolgariji, v hrvaškem, slovenskem, srbskem in albanskem jeziku. V Sloveniji naj bi tiskal letake zone Humar, ki je imel tiskarno v Lescah, zato so ga udbaši maja 1984 aretirali in priprli in opravili hišni preiskavi doma in v Radovljici in tiskarni v Lescah. In ne najdejo nič. Najmeč Pfeiffer je rekel, da je pod tiskalnim strojem nekaj spet bunker, da so tiskalni stroj demolirali in pod tistim ni bilo nobenega bunkerja, seveda. Zato so potem Humarja izpustili. Zdaj pa, kraj, kjer ne bi Aleksandrov, Ago, Sočen, se mrčijo metali in take so. Manjka bom prebral, kjer ne bi metali in take. Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Ljubljana, Beograd, Niš, Bačka Palanka, Pirot, Kriva Palanka, Dimitrovgrad, Skopje, Nikšić, Titograd, Cetinje, Priština, Prizren, Đakovica, Peč, Uroševa, Zenica, Zagreb. 23 krajev širno po Sloveniji in Jugoslaviji. Zdaj se spet najdejo udbaši in vojaški preiskovalci v zoprni in zanje frustrirajoči situaciji. Imeli so kup izjav špijonov, tiskanjem, razpečevanju sovražnih letakov, a plakatov niso našli pri nobenem obtožnici, tiskarju, tudi noben občan in notranjim organom obvestil ali dostavil sam plakat, ki bi ga lahko spravil z obdolženci. Zato je sam šef, takratni šef slovenske udbe Ivan Eržen poslal 11. junija 1984 depešo zveznemu šefu udbe Srđanu Andrejeviču, v katerim je zapisano, naj jim za božjo voljo že najdejo kakve letake v arhivu Službe državne varnosti Jugoslavije in Službe državne varnosti Srbije, letake, ki naj bi jih raztrosila grupa bolgarskih in naših državljanov. Vkolikor letakov ne bodo dobili, navedenega kaznivega dejanja ne bo v obtožnici, to je ta dokument. Sledili so odgovori in primerki letakov iz Kosovke in dvakrat iz srpske udbe, a nič se ni skladalo. Poleg tega tudi Kranjski center udbe sporočil v centralni Ljubljani, da na severu Slovenije, se pravi na Gorenjskem, ni bilo zabeleženih nobenih letakov. Skratka, udbovsko fiasko iskanja shranjenih ali razprostenih letakov je bil popoln. No, kljub temu je obtožnica vsebovala za nekatero obtožnice kaznivo dejanje sovražne propagande in tudi sodišče je že tako sramotno sojenje dodatno okronilo še sovražno propagandno obsodbo Aleksandrov, Stepanjana, Pfeiffera in Dostana. A lahko kdo pri zdravi pameti in minimalnem poznavanju delovanja propadlega komunističnega režima v Jugoslaviji in Sloveniji verjame, da so recimo obdolženci trosili letake po 23 krajih po Jugoslaviji, pa da v tem slovenskem in ostali udbe ne bi vedeli ničesar in da ne bi našli niti enega samega samca tega letaka. To je popolnoma in absolutno nemogoče. No, zdaj smo že na sojenju. Vojaški branilci, recept za JBTZ. Ker tajno sojenje, vojaški branilci, ne civilni, isto je bilo potem recept. Levo Živko Mazič, tudi znani iz procesa JBTZ. Pod Titom sedi Abel Sperlinc, predsednik sodišča tega sodnega sveta, začeto 10. septembra in končano 20. oktobra 1984. Javnost ne mi nič. Krožijo razne govorice in z zamikom objavljajo jugoslovanski mediji 14. 25. oktobra 1984 naslednjo vest. Vidite faksimile teksta, ki ga je prebral Slobodan Kalopor zvečer na televiziji Slovenije. Svet vojaške sodišča v Ljubljani posodili 9 naših in drugih državljanov za vohunstvo, 4 pa tudi za širjenje sovražne propagande in pripravljanje terorističnih akcij. Obsojeni so na ozemlju SFRJ dalj časa upravljali dlje časa opazovali vojaške objekte, pa tudi na drug način zbirali zaupne podatke o ljudski obrambi. Podatke so posredovali obveščevalni službi neke tuje države. Višine izrečenih kazni od 3,5 do 11 let zapora. Sploh ne povedali imen obsojencev in da so pohubili za Bolgarijo. To je vse, ker v tem procesu objavljenega v jugoslovanskih medijih. Do leta 1988. No, to so pa zdaj. Ago gre iz vojaškega zapora na Metelkovi, gre najprej na Bošetovo, potem gre februarja 1985 v Srenjsko Mitrovico, to je Srenjska Mitrovica slika, na to 4. junija 1985 v Požarevsko Zabelo, to je slika iz Zabele, na to 25. decembra 1986 na Dob, to je ob prihodu na Dob. Vseh teh kaznivicah se skozi ga zaslišujejo,
oziroma se Udbaši z njim pogovarjajo in neprestano iščejo tudi njega podatek, kje je eksploziv, ko je že obsojen za to, da je za teroristična dejavnost. Dva primera teh zastraševanja Agopa. V začetku januarja 1985 Agop je še na Košetovi zastrašil Agopa visoki Udbaš Niko Lukman in ugotovi, da Agop o eksploziv zopet laže oziroma noče govoriti in da ne zna ali noče govoriti, kako se sestavi mina. Zato je predlagal, da Agopa odpeljajo iz zapora, mu dajo dele manevrske mine in od njega zahteva, da jo sestavi, pri tem pa ga opozorijo, da bo vsako napačno delo povzročilo eksplozijo, ki ga bo ubila. To bi naredili na odprtem prostoru, udbovci pa bi bili v zaklonu. Zanimala ga je reakcija Agopa, ki bi ga morala prepričati, ali zna uporabljati eksploziv. Se pravi, Agop je že obsojen za uporabo eksploziva. Pa Udba še vedno raziskuje, da sploh ima kaj pojma o eksplozivih. Spet nekaj požaril. Drug primer, 8. marca do 2. aprila 1985 Agopa začasne Sremske Mitrice peljali v zapor Udbovskega inštituta za varnost v Beogradu, kjer so njega, Aleksandrova, Angelova in Sočeva mučili z električnimi pendreki in glavni namen zaslišanja je bil izvedeti kaj novega o eksplozivih. Agop začne na Dobu, potem smo že na Dobu, dobijo proste izhode in eden izmed njih, avgusta 1988, je dal intervju za Mladino, zarota Volka je pretrgana. Poleg Mladine se je zanj zavzela tudi novinarka Mojca Drčar-Murko, zdravnik Dušan Keber, tudi proces EBTZ, oziroma zaradi njegov ustanovljeni Bavčev odbor je začel razbirati to režim in zato je slovensko pravosodno ministrstvo Agopa 1. junija 1989 pogojno izpustilo na prostost. V zapor je tako po krivici preživel dobrih 5 let. Spet je požel sliko. Udba, ki je sledila Agopa že v prostih izhodih, je Agopa sledila tudi pogojnim izpustitvi. Akcijo tega zalozovanja je vodil Udbovec Andrej Ostranan, danes bolj znan kot načelnik generalštaba Slovenske vojske in pri tem uporabljal Cvetina soseda v Kranju, kjer je sedaj stanovala družina Stepanjan. Oduha sta bila Franc Preširn in Jožefa Tušar. Akcija tenis je bila septembra 90 končana. Sporoča iz Beograda Boris Zore, eden izmed Agopovih preganjalcev. Prej bil udbovski obdelovalec ljudi, sedaj je kvalitetni sušilec sadja. Po ilumini sode je prav njemu ne vedel, kdo je, sveta prinesla poslužiti svoje sadje. Kot pravi, in ne tekne in ga sedaj razdaja obiskovalcem. Če obiščete, lahko dobite kaj superga sadja. Med 10-dnevno vojno za Slovenijo se je Agop postrašil, da bi ga lahko Jela aretirala, ker je bil samo na pomoči prostosti. Zato se je z družino umaknil v Celovec, kjer so mu naši zamejci v modestnem domu, takrat v lasti Mohorjeve družbe, tudi založnice te knjige, nudili varno zavetje. Agop Stepanjan je umrl 19. januarja 2003 v starosti 59 let. Umrl sicer zaradi pljučnega raka, tudi v izvedenskem mnenju profesor dr. Tomaža Rota lahko preberemo, da lahko z veliko mero verjetnosti rečemo, da je večletna zaporna kazen lahko vzročno povezana, morda ne v celoti, lahko pa večji del z nastankom glavne bolezni pljučnega raka. V letu 1991 so začeli obsojenci ljubljanskega procesa pravno bitko za razveljavitev tega montiranega vojaškega sonja. Trajalo 7 let, da je okrožno sodišče v Ljubljani septembra 1998 sklenilo obnoviti proces. Februarja 2002 je vrhovno sodišče obsojence delno prostilo, delno pa jih je za nerazveljavljeni del sodbe vojaškega sodišča napotilo na novo sojenje. Po zaslišanjih in glavni obravnavi, kar je bilo svojevrstno ponavljanje vojaškega procesa, le v razmerah odprtega sojenja in nato decembra 2002 sodišče v Ljubljani postopek ustavilo, ker je tožilstvo v celoti umaknilo obtožbo. Iz moje knjige je razvidno, kar je bilo dolžno ugotoviti tudi vsako demokratično sodišče. Prvič je šlo za konstruiran in od komunistične politike zaveden proces in drugič, da bi moralo na tem temelju in takem temelju naše sodišče razveljaviti proces, kar bi še bila pravna rehabilitacija in tudi moralna satisfakcija. Zato ta knjiga prinaša pravno moralno satisfakcijo žrtvam, njihovim družinam in sramotom našim orwellovskim krvnikom. Hvala za pozornost.
Zelo kaj vprašal, ne? Dodal kaj? Kako je bilo s Pfeifferjem? Pfeiffer je pravzaprav nekako se mi zdi najbolj nastradal od vseh na nek način, ker je zelo kmalu potem umrl. Sveta, kdaj je umrl Pfeiffer? 96 je umrl Pfeiffer. Direktna posledica teh mučenj v zaporu. Uničen človek je bil, no. Mama je dala intervju za Demokracijo, se mi zdi, kjer je pa podvala, da so še novine do njega, se sploh ni se mogel pogovarjati. Torej, kaj se nekaj tam pripomnim. Jaz sem ga srečal, ker je bil kolega, sem ga zelo dobro poznal, zelo nekaj cajta sem špilal z njim. In z eno skupino glasbeno randevu sem jaz nastopal na Dobu po prigovarjanju pač našega prijatelja, da nastopam za te zapornike. In sem med množico tam zagledal, oziroma sem je približil. Johnny smo ga klicali. Ljudi Johnny. Ja. Igral je Hammond, B1, mislim, da je B1. To je noro, Jimmy Smith, to je bilo njegovo. To je bil človek, ki je bil glasbenik in te nebuloze težko poslušati, kaj se s tem človekom naredil. Ker sem ga videl, ko je prišel v men in rekel, povej, kaj sem mi naredil, čisto popolnoma brezok je bil. In takrat mogoče se jaz tega nisem zavedal, tudi za časa hazarda, ker nas je policija maltretirala tako, ko smo hodili na kretenske, na kretenska zasliševanja. In vam povem, da nam ni bilo prijetno, čeprav potem čez nekaj cajta se mi je smešen zdaj, ker sem prihajal ven iz te policije, kaj da je Dani, Jordan Jančuk je tudi Bolgar, kaj da je on major bolgarske vojske, da je Aleksandrov, Saša smo ga klicali, da je on vodja, to sem jaz zastopil takrat, torej, take nebuloze. Zdaj, ker jaz to poslušam, jaz se opravičujem, ampak ene stvari se tako dobro spomnim. Takrat se mogoče nisem niti zavedal, da je to tako grozno kot je. Bogi Johnny, Pfeiffer, jaz sem ga takrat srečal, videl, nisem se pa zavedal. Jaz sem takrat še vedno verjel, da on je delno kriv. Nažalost. Nas sem pripričal. Se mene je vprašal odmerih novinar, Bobovnik se mi zdi, je rekel, a bo še kakšni dokazi prišli, da so ti ljudje morda krivi, to vprašanje ne je bilo čudno. Mislim, tak poden, jaz se opravičujem, da sem malo nervozen, ker tole poslušam in da se spomnim. Jaz mislim, da smo mi bili samo prehodni faktor, moram povedati, da smo Danja mi spravili čez mejo, mi smo naredili dokumente, da je še hodil v Amsterdam se zakajati in tako, mislim, uživati. 7 let je bil popolnoma brez dokumentov, nihče ga se nas ni dotaknil. A smo mi bili glasbeno toliko močni, ali bila politika tako švoha, ali ne vem. Mislim, da smo takrat bili skoraj nedotakljivi, ampak smo bili pa skozi na robu. Če bi Dančeva dobili, leta 14 bi ga zaprli. Zaprli, ja. 100%. Zvoli. Jaz sem vprašanje. Zanima me, torej vsi ti ljudje, ki so sodelovali pri tem tožbah, pri mučenju in vseh knjigi, zanima me, če se je kdo javil po medijski odzivnosti. Ne, niče. Niče se ni javil. Niče ni ugovarjal. Ni bil politik? Ne. Niče. Ni bilo odziva, nobenega od te strani, ki je bila kriva, strani krvnikov ni bilo nobenega odziva. Velika žrtva je bil tudi Milko Cočev,
Njemu, recimo, je družina razpadla, da Stasi, mislim, da je bila iz Griških Brd, potem se poročila s Troventačem v Grinom, ja, mislim, da za Grinom, ja. On je vstal brez družine, no, tega, pač, za teh. Poznam pa tegale Frlinca, posebno poznam, sin njegov je moj dober prijatelj. Potem, jaz ne vem, za to tole stvorenstvo. Izvoli. Ja, torej, hvala za to predstavitev. Ta predstavitev je pravzaprav na nek način nek, lahko rečem, izziv temu, kar danes slišim od ljudi, ki so v tej družbi pravzaprav tudi odgovorni. No, oni pravijo, nehajmo se ukvarjati s preteklostjo. Zakaj se bomo kar naprej ukvarjali s preteklostjo? Glejmo sedaj prihodnost. Ne. Bi prosil od tebe komentar teh izjav. To je itak nemogoče, ne, da bi ljudje ne raziskovali preteklosti. To je pobožna želja tistih, ki ne bi radi, ne, da bi tisti, ki so pristali na demokratična pravila igre, pa so bili v prejšnjem režimu na neke funkcije, ne radi, da nimajo radi se to analizira, da se to, predvsem da se imena povedal, to je zelo možno. Tako da je to itak neka želja, da se s tem ne ukvarjamo, je nemogoča, ker v vsaki družbi se ljudje ukvarjajo s preteklostjo. Posebej seveda, če je še taka, slaba preteklost. Poglejte, to armensko vprašanje, tudi ki je delno povezano z Agopom, ker za tega genocida na Armenci je Agopa družina prišla v Bolgarijo in potem tudi Agop prišel v Bolgarijo v Slovenijo, skupaj poročen, tako naprej. Ta vprašanje se ne dajo se pospraviti dnevnega reda. To razumem, da nekateri to hoče, ampak to je tako nesmisleno in nemogoče doseči. Razen, če bi bil spet nek totalitarizem v Sloveniji, ki bi to prepovedal, recimo. To nemogoče počenjati, take stvari objavljati. No, jaz osebno tega nisem vprašal, zato, ker ne bi imel sam do tega ustrezno stališče. Namreč, meni se zdi to zelo pomembno. In sicer pomembno se mi zdi zato, ker če tega ne bomo resnično razčistili, razčistili pomeni torej tudi duhovno. In tudi tisti, torej toliko jih seveda ni več danes pri življenju, ki so te grozodejstva počeli, so pa potomci. In v Sloveniji bo moral priti trenutek, ko se bomo vsi zavedli tega grozovitega časa, tega grozodejstva. Kajti ni samo to, vemo, da je bilo preko 600 morišč v vojni, preko 600 taborišč, tudi sam sem bil v takem taborišču. In dokler ne bomo tega kot narod ponotranjili, dojeli, da takrat nimamo prihodnosti. In to se tudi danes vidi. To se vidi. Slovenija je bila leta 92-93 ena izmed sorazmerno, tudi gospodarsko, na višji stopni kot marsikatera država, da rečemo recimo Estonija, Litva. Jaz sem tam bil, sem videl razmere, torej nekoliko kasneje, to se pravi, to je bilo, ja, tudi v
kasnejših letih Slovenija bila daleč naprej. Danes smo mi za vsemi temi državami. Gospodarsko in kulturno. Za vsemi temi državami. In to je ta peza, ki nas tlači. In jaz mislim, da je seveda zelo, zelo potrebno, da se na te stvari javno opozarjajo. Jaz moram reči, da tudi tam, ker so bili ta taborišča in pa morišča, torej to je devastirano danes. Se upravičujem, če bi videl. Dobro, še nikoli. Jaz sem še, zaradi več, se bi še nekaj vprašala, če vidiš. Glede na to, ko si zbiral vse te dokumente, pregledoval, vsa ta grozodejstva, me zanima, kaj te je najbolj presumno ob vsem tem? Kako sploh človek pa eno leto prebira vse te dokumente mučenja? Mislim, a si delal selekcijo, kaj ne ostane, kaj ne? Kako si izbral vse te dokumente? 2000 dokumentov? Jaz sem izločil vse, kar se tikalo obveščevalne dejavnosti, katerega je bilo največ. Bolj zanimivo ta del, teroristično-propagandni del, ki je bil bolj očitno nesmislen. To se tudi obveščevalni del je bil nesmislen, ker se je obtoževali, da se opazovali, recimo avtoceste, ki še ni bilo, pa nadvoze, ki jih ni bilo, pa mislim, stvari, ki smo niso obstajali. Aleksandrov je bil ujet, se spomnim tudi, da je bilo leta 81, mogoče. Ne, on je bil aretiran. Da je bil viden z aparatom pri jedrski elektrarni Krško. Ja, take stvari so bile nesmiselne. Ampak jaz sem seveda selekcioniral, zakaj sem mogel ogromno selekcionirati? Ker so te ljudje toliko stvari govorili, ki niso bile resnične, da sem mogel najti neko najprej rdečo nit, zakaj so to govorili. Jaz sem mogel najprej ugotoviti, zakaj so te ljudje... Zakaj so lagali? Zakaj so si izmišljevali stvari? Zakaj so bili stvari, ki niso bile resnične? In ko sem to, najprej sem to povedal v knjigi, sem zbral vse tam zaslišanja, oziroma tista mučenja, ki so bila vidna iz dokumentacije samega režima in pa iz pričevanj teh ljudi, na sodišču in pa tudi v javnosti, pa tudi osebnih pričevanj, recimo, ker sem imel pač stike z nekaterimi obsojenci, pa z Cveto kot pripornica. Tako da sem imel najprej sem mogel dokazati, zakaj te izmišljotine, najprej sem mogel dokazati, zakaj je proces, kot odgovor na bolgarski proces, cel kup procesov. Potem sem dokazal, zakaj je na ljubljanskem procesu taka izmišljevanja teh ljudi. Oni so govorili drug dan nekaj drugega, zelo grozljivo, to glava boli, ker 9 ljudi govori različne stvari, se med sabo ne skladajo te njihove izjave, jih vlečejo nazaj, spreminjajo izjave, to je, če neko rdečo nič ne potegneš, je to kaos, to ne moš na ta način pisati. Potem sem pa vzel ven samo ta del propagandni pa teroristični, ker se najbolj kaže nesmiselnost. Toliko število eksplozij, bombnih atentatov, toliko predaj eksploziva, nikjer tega ni, nobene eksplozije, nič ni. Plakati, še bolj neumno, kako so te ljudje sploh hodili v službo, pa tako naprej, če so se hajkali po celi Jugoslaviji, razumete, in nihče ni opazil, da so to počenjali, leta in leta so to počenjali. In ti ljudi so spremljali že prej, ne samo Agopa. Oni so spremljali celo, večji del te bolgarske glasbene populacije so spremljali že prej v raznih presih, pa smo in tudi sodelavci med njimi in tako naprej. Ko so dobro videli, kaj se dogaja, pa nisem nič odkril, dokaj ni leta 1984 pač prišlo do nekega preboja, da je Udba prišla do nekih podatkov kava. To sem mogel pokazati. Zdaj, če bi, veste, teh dokumentov je ogromno, drugačna knjiga, če bi jaz vse dokumente pošteval, bi bila nepregledna, kaotična in bi bila partij za strani selekcijo. Selekcijo se dela pa po tej metodologiji, da pokažem nesmiselnost tega procesa. In vzroke za proces
in zakaj so te ljudje to počenili, kar so počenili. Lahko samo še eno pod vprašanje, prosti. Ali je bilo strani inštitucij, ki se ukvarjajo z novejšo zgodovino, kaj zanimanja za knjigo oziroma so te poiskali, bo kakorkoli obveščena? Bi se zgodovine lahko, Ne, nišče ni bilo odziva strani stroke, da tako rečemo. Sem prišel na net pogledati eno zadevo. Naši dijaki, mislim, da imajo v svojemu kurikulumu oziroma za branje določeno živalsko tvarno 1284. Dejstvo je, da se ta zadeva povezuje. Zdaj, jaz pričakoval, da bi na netu najdel Igor Omerza gostuje v gimnaziji Lendava, Igor Omerza je končal predstavitev dijakom v gimnaziji Koper, kar se stvari pokrivajo. Lepo vprašanje, zanima me čiste proti. Koliko knjig, teh vaših knjig, so naše srednje šole različili? Mislim, da sem koliko se lahko pokrival. Mislim, da sem bil kaj skrilo, jaz ne verjamem, da je bilo tega. Veliko je zanimljivo. Ne vem. Iz srednje šole vas nobene Ne. tudi škofijske. Ne. Škofijske gimnazije imajo to sigurno knjigo. Ja, da imajo. Ampak Imamo živka avtorja, ki je vse sestavil, imamo svojce, ki bi lahko 1984 od Orwella donesel v slovensko stvarnost. No, pa kaj, tišimo, čakamo in smo gledali, koliko nas je gledali 25. Ampak gleda ta koncept, ne? Moram reči, da delo je imelo velik članek v tej knjigi. Potem na odmerih je bilo, jaz tudi večkrat na televiziji, tudi na raznih televizijah so bile neke izjave, tudi nekateri drugi so to povzemali, ampak kaj ne je zanimivo, da Mladina, ki je pa tle predstavljena kot ekscelenten časopis, takrat leta 88, ki je prebila za Roko Movka, pa v tej knjigi ne pisali ti besede. Ni pisal te knjigi. Edini knjigi so pisali Mladini, v moji knjigi je bila v Kozbeku, je Nečmak napisal en krajši kolumen, 10 knjig, ki sem jih dal na to problematiko, kjer strašno hvala Mladino, recimo v knjigi JBTZ, je Mladina ena ključnih institucij ali pa asociacij, v knjigi predstavljena in ni bila beseda v tej knjigi v Mladini, zdajšnji Mladini. Zakaj pa niste že bilo tako? Zato, ker zdaj je Udovski kapital, imaš v Mladine čez, mislim, Udovski pač. En tak prorežimski, bivši prorežimski, kot bi imenoval. To bi rado predsednik bi več vedel, da raziskuje te povezave. Jaz sem pa vam tudi, če gledate povezavo učiteljsko zboru, z novinarji, učitelji slovenščine, tudi to ne zanima, ki mi je to vse. Kar pomeni, da nisem problem v kapitalu, ampak je problem v ljudi. Moče se malo pesimistični preveč, ampak jaz sem to knjigo pripravil in prepravil. Stvari so kot tudi... Ja, prav, to povedal. Tam je fikcija, ki jo je delal zaradi tega, ker je imel zgodbo iz Sovjetske zveze, prenašal zgodbo, totalitarizm, fašizem, nacizem, vse skupaj postavi. Tukaj imamo pa realnost. Vidimo, mogoče pa ne moramo sprejeti, da smo takšni. Da je Orwell dal generalno teorijo, to je pa specifični primer, te generalne teorije. Totalnega totalitarizma, recimo. Mene zanima, ali je tale knjiga prevedena, je že v Bolgarščino ali v Armenščino? Se pogovarjamo, ja. Bolgarija, ja. Pa so se za njega zavzeli, da je Bolgarija, pa so drugi takrat že vsaj. Bolj manj, nek konzul je hodil v zapor, Agor je sumil, da sploh ni bil, da je udbod, ampak preveč se Bolgari niso zavzeli za njih. Sploh so niso.
hodili nek konzul, ne. Pa tudi neko izmenjavo so bolj predlagali pozneje, ampak iz tega ni bilo več. Ker je ogromno Bolgarov zaprtih, takrat do leta 1979. Mi smo sad ta ljubljanski proces. V Sarajevu so bili zaprti tudi neki operni pevci. Ena je naredila samomor, isto neka Bolgarka v Srbiji, ne, v zaporu. Stvarno te živel v tem in za našega danja sem bil prepričan, da ni povodno. Za ostale pa nisem, da sem bil konfuzen. Seveda sem bil premlad, pa preveč sem na druge stvari mislil. Jaz sem zelo verjel, da mogoče pa neki, ja, pač, tako sem vas prepričal. Še danes, kakšni mislijo, neki pa lepo biti, ne? Še danes. Če me bo bolnik vprašal, se bo še kaj najdel, mogoče, če nekdo mora tako razmišljati. Dan je z nami živel, ne. Jaz sem povezal zgodbo kasneje, pa tega zaslišanja. Sem razkrat tako zasliševal na slepo, pa mi je govoril, en tone prapo, en bebec, policaj, ki sem se rekel, kaj bi rekel, če odkokal, veš, da on major bolgarske vojske, pa ljudje pa že 24-25 sem na dan živel z njim, vem kaj rabo je malo zavit, pa Država se njegov poročna priča je Udni poročal, ne? Ta Svetina, ne? Ja. Da sem ditek najdel, nisem prej vedel, da bi Tone Svetina tudi v sodelovcu. To je oče od tega Svetina Fernanda. Ja, ampak ta je bil priča, ta Boževic Svetin, ko ga ne... Džankino, on je Džankino. Ja. Sveta, ko je že ime sin? Ja. Vojko, ja. Ja, Vojko Sinec, ja. Dobro, gremo naprej po vas programu, ne? Hvala za pozornost.